Tomaž, pozdravljen na ta ponedeljkov dan oziroma začetek tedna na Links podcastu. Najprej morda par besed o tebi, pol pa začneva. Ja, hvala za povabilo. V glavnem, danes z nami gost Tomaž Ličen, investicijski menedžer, strokovnjak za nepremičnine in finančni svetovalec z izkušnjami iz PwC, Deloitte in fund managementa. Danes deluje kot partner v več projektih, kjer se ukvarja z investicijami, razvojem nepremičnin in strukturiranjem poslov. Njegova posebnost je ta, da združuje globoko finančno znanje z realnim pogledom na trg nepremičnin, od številk do dejanskih odločitev na terenu. Zdaj pa, tako sem nekako spesen skupaj. Morda par najprej osebnih vprašanj. Začel si v PwC in Deloitte. Morda, če si začel v takih velikih znamkah, zakaj si šel ven iz teh varnih služb morda? Ja, pot sem res začel v PwC, pa potem v Deloittu, se pravi v dveh izmed, kaj bi tam rekel, 4 Big Four firm. Za tiste, ko ne vejo, Big Four so svetovno znane svetovalne družbe, se pravi PwC, Deloitte, Ernst & Young in KPMG. Zdaj, veš kaj, Big Four ti da ko eno širino razmišljanja, neko disciplino, zelo dobro osnovo iz financ, ampak recimo dati res krivulja učenja je v Big Fourih res strma. V tistih prvih letih se ti naučiš v 2 letih res ogromno stvari. In to tudi predavam študentom na ekonomski fakulteti tu v Ljubljani, pač kot prva služba delati v Big Fouru je idealno. In čez čas si ti samo svetovalec in zgledaš čez tiste številke o projektih, kupuješ, se pravi, svetuješ kupcu ali pa prodajalcu glede nakupa ali pa prodaje podjetij, in to je vse, kar ti delaš. Jaz sem pa hotel iti na drugo stran, se pravi na stran investitorja, ker so te odločitve. In to je pač nek logičen korak bil, da sem iz tega korpo sveta šel ven, dejansko na tisto stran, kjer se odločitve sprejemajo, se pravi, kupuješ, prodajaš, gradiš. To je bil čist logičen korak. Ok, sliši se smiselno, ja. Pred tem ali morda vmes si pa na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru za svoje magistrsko delo prejel nagrado. Na kaj se je nanašalo to magistrsko delo, pa morda, a to znanje si kaj prenesel potem kasneje v delo? Ja, moje magistrsko delo je bilo na temo prevar v finančnih izkazih. Je bilo zelo tako kompleksna magistrska naloga, ker je bilo veliko scenarijev. In danes nekaj tajega narediti bi bilo bistveno lažje, predvsem za uporabo teh orodij umetne inteligence. Takrat je bilo pa to malo težje, si mogel dejansko statistične metode uporabljati, te orodja, SPSS, analizirati, to teste delati. Da bi danes to uporabljal, ampak se mi zdi bolj ta magistrska naloga v tistih časih je bila res nek trud. Nek trud si mogel ti to vložiti v to, da si ti to spisal in ti je dalo neko disciplino dela. Danes je tega po mojem manj, ker vse vemo, kak je zdaj ta razvoj umetne inteligence šel ekspresno hitro. Če bi danes delal spet magistrsko nalogo, bi se definitivno posluževal teh orodij in bi sam noter pisal prompte in bi se verjetno mi magistrska sama spisala v manj kot enem tednu. To je ta realnost, v kateri živimo. Res je. Res je. V dobrem in v slabem. Pa ja, upamo na dobro. Ja, res je. Še to, potem si bil pa upravljalec več stvari, pravzaprav eden izmed teh upravljalcev vzajemnih skladov pri Alpen Invest, pa CFO pri Polfinu. In to pomeni, da si bil nenehno izpostavljen nekim ocenam tveganj in podobno. Kaj je po tvojem mnenju tako najbolj podcenjeno tveganje v tem delu, ki ga investitorji spregledajo najprej? Najbolj podcenjeno se mi zdi tveganje likvidnosti. Se pravi, da ti monetiziraš projekt. Zdaj, na številke na papirju lahko kažejo dobiček, pa imaš neki časovni horizont,
Se pravi, imaš neke stroške v začetku, pa čez neko obdobje projekta, pa potem nek priliv donos na koncu. Ne. Ampak zdaj ta donos na koncu je pod vprašanjem, ne. In ta likvidnost je vedno bistvena bila. Ne. In to se v investicijah, projektnem financiranju doskrat izkazalo. Ne. To, ne vem, projekt zgradiš, a ga boš prodal, to je največji problem. Ne. Kako pa to likvidnost lahko pri ocenjevanju projekta ocenjuješ vnaprej? Ja, so neki safeguardi, ne, ampak bolj se meni zdi kritično, da ti imaš vedno neko varnostno rezervo, ne, če se ti to zgodi. Zdaj, če ti recimo projekta ne moreš prodati v tistem doglednem času oziroma času, ko si ga zastavil v samem projektu, to podaljša obdobje projekta, ne, in čas je denar. In dlje, ko traja projekt, ne, dlje traja financiranje, obresti se kopičijo in tvoja zmožnost odplačevanja in obresti in glavnice v tem projektu je vedno težja. Ne. In to tveganje je največkrat zanemarjeno in tudi zaradi tega projekti padejo. Zdaj, če prideš ti z nulo ven, po vseh nekih kalorijah, super. Ampak, kaj pa če ne? To je. Ok, likvida torej. Potem je pa še tretje področje tvojega znanja in dela, to je pa real estate in ocenjevanje vrednosti. Kaj pa te je pritegnilo sem? Skozi vso to delo, ko sem ga imel, sem vedno ocenjeval, ne, za investicije, vrednosti podjetja, ne. Tudi v fund managementu, ko smo imeli delnice, vedno si mogel ocenjevati, koliko je tisto podjetje na koncu vredno, ne, skozi različne načine in metode. Največkrat pri delnicah je to preko nekih diskontiranih denarnih tokov, EBITDA in tako naprej. Ne. In vrednotenje nepremičnin je identično, ne. Se pravi, metode in načini so isti, samo pač snov je druga. In to je neko primerljiva nepremičnina, ki jo vidiš, ki jo lahko pipaš. In se mi je zdel nek logičen korak naprej, da pridobim še to licenco. Ne. In pa zanimivo je vedno bilo, ne, nepremičnino. No, glede na to, da se mi v Links podcastu ogromno z nepremičninami ukvarjamo, imam par vprašanj tukaj, začenši morda bolj iz finančnega vidika. Koliko denarja pravzaprav nekdo potrebuje, ali je to fizična oseba, ki gradi za sebe, ali pa pravna oseba, ki gradi za trg, da zgradi nepremičnino, da zgradi hišo? Koliko denarja potrebuješ? Ja, to je odvisno od različnih faktorov, ne. Zdaj, če gradimo neki srednji razred hiše, se to ocenjuje približno 1500 evrov na kvadratni meter bruto tlorisne površine. Zdaj, če damo gor nek faktor za neto tlorisno površino, ne, prijeva lahko tudi do 1800 naprej na kvadratni meter. Ponovadi, jaz mislim, da je bolj varno reči 2000 evrov na kvadratni meter neto tlorisne bivalne površine. Ne. To je celoten znesek. To bi bil znesek objekta. Ja, koliko pa dejansko keša potrebujem? Glede na to, da imam lahko neke druge vire, ne, financiranja. Tako, čez palec, da greš danes zgraditi hišo, če nimaš vsaj 100 000 evrov, se tega ne iti. Najmanj. Zdaj, če imaš še kako pomoč staršev, da ti to lahko pomagajo, ker večinoma takih projektov financiraš z banko. In banke so včasih potrebovali recimo 20% lastnih sredstev, tega danes 25 do 30. Torej se povečuje ta lastni delež. Banke so vedno bolj previdne, pa ne samo banke, tudi pač vsi financerji na trgu. Ne. In rečemo, čez palec bi rekel 100 000 evrov. In minimalno, no, koliko rabiš. Pa si ti projekt zavleče, potem stroški so nepredvideni, grejo gor. To bi bilo nekaj tam. To se mi sliši, kot da je gradnja postala luksus. Ne? To, da ima nekdo, nek srednji razred, pa neka mlada družina kar na voljo 100 000 evrov, je za marsikoga utopija. No, za investitorje pa ni nujno. Ne? Za investitorje je pa to nek znesek, ki je recimo dosegljiv in lahko financira, ampak je lastni vložek pri B2B poslih, oziroma pri investicijah višji? Ne, nižji. Zdaj, če gremo gledati gradnja hiše z vidika posameznika, fizične osebe, jaz mislim, da danes to že lahko tretirano kot neke vrste luksus. Pač
zahteva neka finančna odrekanja. Zemljišča, če govorimo, da gradiš danes v Ljubljani, zemljišča se danes prodaja od 500 evrov na kvadratni meter naprej. Recimo, da rabiš 500 kvadratnih metrov povprečju za gradnjo hiše, to prijeva nekje do 250 tisoč navzgor, pa verjetno so te cifre še danes više. V Rožni dolini se prodajajo tudi od 1000 in gor. Povprečno kvadratni meter zemljišča v Ljubljani je že tam več kot 600 gor. Temu zdaj prešteješ še gradbeno-obrtniške inštalacijske stroške gradnje hiše. In prideš skoraj na milijon za eno hišo, ne? Ali pa čez, odvisno od velikosti hiše. Ne? Ja, odvisno. Tako do danes je to, gradnja hiše je za nekega posameznika pač res želja pa luksus. Drugo pa je, če gradiš za namene investicije. Ne? To pa recimo investitorji skupaj z izvajalci gradijo večinoma danes kakšne vrstne hiše dvojčke. Z nekih samostojnih hiš ne gradijo več toliko. Če pa je pa ta premija na samostojno hišo, oziroma enostanovanjsko hišo samostojno, tam nekje 20% od tiste enote dvojčka ali pa vrste hiše. Danes imeti hišo je luksus. Si predstavljam, ja. In tudi te investicijski projekti, ki so vsi zelo, bi rekel, natlačeni. Ne? To pomeni, da investitorji iščejo čim več kvadratnih metrov na nekem zemljišču in nekako tlačimo hišo skupaj. Ja, če pogledaš zemljišča po Ljubljani, pa da imaš zemljišče nekje od 500 tisoč kvadratnih metrov, se tebi finančno bolj splača postaviti v neki manjši vila blok z nekimi 6-8 stanovanji, kakor pa da tam gor postaviš hišo, ker je pač tista cena kvadratnega metra zemljišča na kvadratni meter samega objekta pri neki vila bloku precej nižja, kakor pa pri enostanovanjski hiši. In zdaj graditi pa hišo znotraj ringa v Ljubljani je precej luksusno. Je bolj smiselno na nekem ruralnem območju ali pa nekje na obrobju Ljubljane, če se na Ljubljano fokusiramo. Ja, se vidi, da te velike stare hiše, ki so bile včasih grajene za eno družino, pa imeli so dovolj zemljišča, se danes kupijo, podrejo in se naredi potem ali dvojček, ali 2 dvojčka, ali pa vila bloke. Ok, če se dotakneva pa tvojega dela kot cenilec, zdaj veliko ljudi ne ve, kaj pravzaprav dela cenilec, pa kako izgleda njegov proces dela. Če lahko mečkam poveš, kako izgleda delo cenilska vrednost nepremičnin. Zdaj večina vedno misli, da cenilci imamo neko kroglo, da mi lahko napovedujemo, kaj se bo dogajalo. Ne? Jaz dobim res ogromno vprašanj, kaj ti misliš, kaj se bo dogajalo čez 1 leto, a se mi splača danes kupiti. Jaz vedno rečem, da pravi trenutek za nakup nepremičnine je danes. Noben ne ve, kaj se bo dogajalo. A pride kakšna vojna, pride kakšna kriza, ne vemo. Zdaj, delo cenilca, zdaj podjetje ali pa nepremičnine je zelo analitično. Gledaš neka pretekla dejstva, kot sem omenil, so neke različne načini, metode vrednotenja. Zdaj, ključni so 3, zdaj sam da tako na splošno omenim. Eno je, da gledaš primerljive transakcije, ki so se zgodile v čim bližjem obdobju od današnjega dne nazaj, in pa na podlagi teh primerljivih transakcij potem določiš neke prilagoditve na karakteristike ocenjevanja nepremičnine. To je en način, drugi način je neka nadomestitvena vrednost. To je kot če bi ti danes gradil hišo na nekem praznem zemljišču, določiš tržno vrednost zemljišča, pa gradiš gor po nekem stroškovniku in pa določiš nek podjetniški dobiček. Potem pa še tretji način, po donosu, se pravi vsaka nepremičnina, načeloma na hiša, stanovanje ali pa pisarna ali pa nek drug poslovni objekt ti lahko prinaša nek donos. In na podlagi neke zahtevane donosnosti, ki je spet odvisna od same nepremičnine, recimo v Ljubljani je zahtevana donosnost na stanovanjske nepremičnine zelo nizka, ker se tretirajo za zelo varne in predstavljajo zelo majhno tveganje, so te donosi tudi pod 3% letno. In potem na to donos, pa zahtevano donosnost, potem določiš, kakšna je vrednost. In neka taka ista logika je in pri vrednotenju podjetij, delnic. Te metodologije mi delujejo tako malo subjektivno, v smislu, da lahko 3 cenilci pridejo do 3 različnih cenitev. Lahko, ja.
Sprav ti kot cenilec sam določaš recimo stopnjo tveganja, ne, za neko nepremičnino, ali je to nizko, visoko tveganje, srednje tveganje, potem pri izboru primerljivih nepremičnin imaš ki, ne vem, seznam 100 stanovanj v Ljubljani, na neki okolici, ne vem, rečemo Šiška. Ti določiš si 3 do 4 primerljive prodaje in lahko izbiraš. To je čist. Mislim, če bi se vsi cenilci, pa rečemo, da vzamemo 10 cenilcev, pa da bi se vsi strokovno lotili iste naloge, bi morala biti cena brezpolno plus minus 10%. Ne bi smelo biti večjega odstopanja. Ne. Ampak, če recimo mi zdaj pogledamo neko stanovanje na portalu, na spletu, ne vem, rečemo 300 000 evrov, 60 kvadratno stanovanje, koliko je za to stanovanje vredno? Zdaj, če greš ti kupiti, ali pa jaz kupiti, bomo imela različne tehniko pogajanja. To, kar je nekdo pripravljen plačati. Točno to, ne. In tudi vrednotenje ni de facto točno ta vrednost, je ocena vrednosti, ne. Se pravi, ni dejstvo, to je toliko vredno, ampak je približno ocena. Se pravi, ti ocenjuješ, ne določaš, toliko pa to je. Ne. In zato so vedno variacije med enim in drugim cenilcem, vedno. Ne bi pa smeli biti zdaj pa to astronomske razlike. Ne. Če so, pol je en konkretno zgrešil. Kako bi pa mogel investitor uporabljati v tem to cenitev? Ali investitor ne jo jemlje samo kot informativno, ali bolj dobesedno, in pa ima cenitev za presežnega cenilca neko pravno veljavo? Ne. Samo bolj je pomembno, da je to kot neke vrste tvoj reality check. Sprav, da ti samo potrdiš te svoje predpostavke, a to, kar si ti določil v sami finančni konstrukciji, približno takšno. Ne. Da ti zdaj, če gradiš neko naselje hiš, da ni za to tvoja pričakovan dovoz ob prodaji oziroma pričakovana vrednost ob prodaji previsoka. Zaprav samo gre za neko potrditev, da je pa za ti to jemal kot dejstvo, ne, tega ne. Kje ima pa pravno podlago potem taka cenitev, tako v praksi? Pa, cenitve se uporabljajo za različne namene, ne. Za ene so za neke poslovne odločitve, ene so potem za podlago za zavarovano posojanje, se pravi pri bankah. Potem imaš za davčne namene, za FURS, pri kakšnih dedovanjih in tako naprej. Ne. Določene neke vrednosti. Ima, ne. Je pa spet treba vedeti ločeno, ne. Eno je cenitev pooblaščenega cenilca ali pa sodnega cenilca. Ne. Spet se nekje, večinoma v nekih sodnih postopkih se večkrat sodnega cenilca angažira, ne, kot nekega veščaka finančne stroke. Kaj pa razlika v praksi? Je to druga licenca? Ali? Je druga licenca. Se pravi, za pooblaščenega se dela na Inštitutu za revizijo, sodna se pa dela na sodišču. In večinoma zdaj za sodne neke postopke se angažira vedno nekega veščaka, ne. In to so sodni cenilci, recimo gradbene stroke. Za bančno zavarovanje pa to se pa večkrat uporablja pooblaščene. Imajo neke, mislim, podobni standardi so, ne, se pravi, mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti, uporabljajo oboji, ampak večinoma banke dajo večjo težo pa pomen tem pooblaščenjem. Okay. Zdaj, verjetno, ko imaš še enkrat, tako kot ti, kar nekaj izkušenj z cenitvami pa z nekimi projekti, predvidevam, da zelo hitro, ko nek projekt pogledaš ali na papirju ali pa greš na lokacijo, zelo hitro vidiš, vsaj po občutku, ali bo ta projekt uspešen ali ne, ali pa pije vodo. Kaj so tiste prve stvari, ki, recimo pri nepremičninskem projektu, ki ti povejo, ali bo projekt uspešen ali ne? Ali je to, da nekaj vidiš na papirju, ali je to, da poznaš lokacijo, ali moraš iti na teren? Ja, primarno pri nepremičninah je vedno lokacija. Ne. To je najbolj pomembno. Kje ti gradiš, pa kaj gradiš. Se pravi, če boš ti gradil hotel, je pomembno, kje ga boš gradil. Zdaj, če je to neko turistično območje, super. Pol spet pogledaš, da ni že prenatrpano, ne, z hoteli, da nisi zdaj eden izmed 100 po tisti lokaciji. Se pravi, moraš ti imeti nek tisti X-faktor, zakaj si zdaj ti tam, recimo s hotelom, recimo, ne. Ali pa stanovanjske nepremičnine. Spet lokacija. Če si ti od neke kritične infrastrukture oddaljen, se pravi, šola, vrtci, trgovine, banke, če si ti od teh krajev oddaljen precej daleč,
je pričakovano, da boš ti imel nižjo vrednost takšne nepremičnine. Ne. Je potem spet pomembno, kakšne predpostavke si za ti postavil. Sklepamo, da je lokacija odvisna tudi od cene, ki si jo plačal za zemljišče. A ne? Ker vsaj v nepremičninah eno pravilo, sem večkrat zasledil, je, da delati posel z nepremičninami je enostavno, ko si osnovo, torej zemljo ali nepremičnino poceni kupil. Ko si poceni kupil, se vse da delati, je dosti enostavno. Ko si pa drago kupil, je pa vse težko. A ne? Tako da verjetno je lokacija v povezavi s ceno, ki si jo plačal za zemljišče, recimo. Je definitivno. Ja. Tisti investitor, ki že ima zemljo v lasti, ima bistveno prednost pred tistim, ki ima neko idejo, zdaj bi pa jaz tam gradil. Zdaj bi jaz gradil, ne vem, v Črnučah bi nekaj gradil. Ja, imaš zemljo, imam, super. Je že bistveno lažje, ne? Zdaj pa, kot če pa ti imaš samo idejo, pa nimaš še zemljišča sploh. Ja. Smo pri teh gradbenih projektih, ko ti greš graditi, ti moraš imeti svoj skin in the game. Se pravi, to pomeni, da moraš poleg tega, da daš zemljišče, še moraš tudi nekaj drugega prispevati. Pa seveda odvisno od vrednosti vsega skupaj. Tako da ja, je pa seveda lokacija v ceni zemljišča, to pa čisto logično. Ali je stalna praksa, da morajo investitorji odgovarjati tudi z osebnim premoženjem napram bankam? Ali je to neka običajna praksa, ali je to bolj izjema, ali je vedno več tega, ali vedno manj? Pa ne, pri bankah bi rekel, da ne. Se pravi, banke imajo vseeno to neko financiranje po fazah. Se pravi, ko ti gradiš, pride do črpanja po fazah in se tudi s tem, ko ti imaš neke situacije, prva, druga, tretja in tako naprej, se tebi tudi vrednost samega projekta v razvijanju povečuje. Drugo pa je, če so to recimo kakšni drugi financerji, ki niso banke, tiste potrebujejo malo več angažmaja so strani teh investitorjev, dodajo še nekaj zraven. Ampak tega osebnih nekih poroštev, pa tega se dosti ljudi izogiba. Raje daš neko še dodatno nepremičnino v zavarovanje, kolikor pa da bi zašel čist z vsem vlastnim premoženjem v to. Stvar nagnjenosti k tveganju investitorja. Ko verjame se projekt, ne? Ja, drži. Ker marsikateri podjetnik, ki je uspel, potem se dostikrat pohvali s tem, da je v ranih letih, da so šli v igro z vsem svojim premoženjem, ampak tistim, ki je uspelo, se pa pohvalijo s tem, da so se tvegali, tistih, ki ni pa tako, nimajo teh zgodb, da bi jih povedali. A ne? Ja. Tisti se ne pohvalijo. Ne? Ja. Kaj pa same cenitve, kje bi rekel, da kje so najpogosteje napake, ali kje največ zgrešijo? Ali v splošno so preveč konzervativne generalno, ali so preveč optimistične? Pa ne bi rekel, da zgrešijo. Jaz bi rekel bolj, da so konzervativne kot pa optimistične, ker se tudi vsi cenilci malo bojijo nekega nadzora. Tako da pri nekih predpostavkah, ki jih določaš, si ti vseeno raje previden, kakor pa da napihuješ neke vrednosti. Ker tudi nima smisla. Ne? Tako da bi rekel, da bolj konzervativne, kakor pa optimistične. A pa se je tudi strani investitorjev morda odnos do bank pa do kreditov kaj spremenil čez leta? A so investitorji pametnejši, a so banke pametnejše? Torej, vemo po krizi leta 2008 oziroma kakorkoli rečemo, so banke mnogo zaostrile. To bi rekli, da od takrat so pametnejše. A ne? Kako posojajo, pa je to morda relativno. Kaj pa investitorji? Oboje. Ja. Oboje. Za tisti časi nekega poceni denarja, pa dajati denar na lepe oči, pa na neko dobro ime, tega več ni toliko. Zdaj so banke bistveno bolj previdnejše, tudi investitorji so bolj previdnejši, tudi zahtevana neka lastna udeležba je precej višja, kakor prej, ponavadi so bili projekti 20%, lastna udeležba. Zdaj so to že v 30%. Pa dober track record moraš imeti. Ne? Zdaj, če si ti nek nov investitor na trgu, ki bo težje zaupale vlastni denar, kakor pa nekomu, ki pa je zdaj že serijski graditelj nekih projektov, pa ima, sem zgradil to sosesko, sem zgradil ta projekt. Je bistveno lažje. Takoj, ko imaš track record, je bistveno lažje. Poglej, vidiš, stoji, prodano, gremo naprej. Da nek nov je bistveno treba več lastnih sredstev. Tako da ja, vsi so previdnejši. Medtem ko pri fizičnih osebah je pa ta osebna boniteta, ki jo imaš pri banki, a ne? Tako itak, ja. Ki se tudi gleda za nekaj let nazaj, verjetno. A kreditna sposobnost? Kreditna sposobnost, ja. Ja, veš, da ne. Se gleda, da itak moraš imeti zemljo, če gradiš, ne. To moraš imeti.
Zdaj, da bi ti banka dala, da gradiš hišo, pa da še nimaš zemljišča, tega ne boš videl. Moraš imeti, tako rečemo, čisto sliko osebnih financ, se pravi, brez izvršb in tako naprej. Ne. Ja, slišim zgodbe, ko imajo ljudje težave pridobiti kredit, ko so imeli recimo izvršbo iz banalnega vidika, nekaj so pozabili plačati, recimo Furs je tak hiter, ki gre v izvršbo, so imeli izvršbo za 100 evrov in imajo potem težave dobiti kredit. Ja, kolikor je meni znano v Sisbonu, potem, če se vidi, da je bila izvršba mlajša od 1 leta, že težje dobiš. Ne. Tudi transakcije, sumljive transakcije so lahko problematične. Ne. Kot naprimer, Če rad igraš loterijo, se pravi, če vidijo, da transakcije, ne vem, na loterijo, kakšni kazinoji, gambling, je to red flag v bančnem sistemu. Se pravi, si bolj nagnjen k nekemu gamblingu, oni ugotovijo, da ne porabljaš denarja recimo na najbolj smotrn način. Tako da to je tisti, ki ne vejo, na drugačne načine nakazujejo na loto, pa igrajo sedmico. Ok, ja, zanimivo, to nisem vedel. Okay, kaj pa pri sami gradnji, po tvojih izkušnjah, kje se pravzaprav izgubi ali pa uniči največ denarja? Ne? Torej, da nekaj, kar pravzaprav ne bi bilo potrebno pri nekem gradbenem projektu. Pa jaz bi rekel, da v štartu. Se pravi, da tvoji začetki, ko si ti načrtoval sam projekt, da nisi vkalkuliral vsega, da si izbral slabega arhitekta, slabega izvajalca, nekaj ti kasneje spreminjaš na samem gradbišču, ne, zdaj bi pa imel te stene na tak, pa tak način, pa to bi spremenil, pa to, te adaptacije so potem kar stroškovni zalogaj. Ne. Teda, če že ti v štartu dobro planiraš, si že veliko prihranil. Ne. Plus, da ti rabiš neko rezervo. Vsak projekt, ki ga se je prišlo, to bo trajal dlje, kolikor si zamislil, ne bo manj. Tudi rabiš neko rezervo z vidika podražitev materiala, vsaj 20% bo šlo gor. Tudi, če si recimo neke določene materiale zaklenil, pogodbeno, vedno moraš imeti tisto neko zlato rezervo. In to so največje napake. Ne. Pa izvajalec, ne, da imaš res nekega, ki je dober na trgu, ki je tako posod, ne, malo denarja, malo muske. Tudi tukaj je. Če boš bil preškrt z izvajalcem, kasneje se ti bo to poznalo. Pač koliko poznaš projektov, ko si slišal, vse je bilo tipi-topi. Ja, pravzaprav nobenega. Ja. Vedno so neke težave. In tudi stroka projektiranja to konstantno poudarja, ne, da se na projektivnem delu pri načrtovanju špara. Potem, ker stvari niso tako dobro na začetku pravzaprav definirane, kasneje pride do težav. Ne? In to pravzaprav začenši z verjetno, kako dobra je načrtovana finančna konstrukcija samega projekta. Ne? Ali so zavzete vse stvari, ker te skriti stroški so pogosto primer. Imamo pogosto primere že pri navadnih enostanovanjskih hišah, skrite stroški, si sploh jih niso računala. Ne? Da imaš papirje vse, da predvidevaš, da je to res pač ta timeline, da ti bo res to vse predvideval, tako kot si ti zamislil. Ampak vedno, to je najbolj konzervativno način planiranja, vedno predvideva, da bojo neki dodatni stroški, vedno pričakuje, da bojo neki zamiki, odlogi, vedno se bo nekaj podaljšalo, izvajalec ne bo mogel graditi. Vedno se bo nekaj zamenjalo. Pač, če lahko gre nekaj narobe, bo definitivno šlo. Samo upaš, da bo nastal. Ok, mečkam še o investicijah, ker tako, prej si rekel, da ne maraš napovedovati prihodnosti, pa vendar vprašanje mečkam na to smer. Pri ECP Tekop se ukvarjate z temi distressed asseti, to pomeni ta slaba sredstva oziroma slabi krediti in tako naprej. Ali pričakuješ, da se bo na trgu v naslednjih letih povečalo število takih sredstev, assetov ali ne? Jaz mislim, da se bo. Zdaj v kakšni meri težko rečem. Zdaj, recimo, če gledamo slovensko gospodarstvo tako na splošno, je zelo močno odvisno od nemškega gospodarstva. In historično gledano, zdaj v preteklih letih so bili recimo v Nemčiji res rekordni stečaji in
To tudi mi opažamo. Smo na nekih projektih tudi sami evolvirani. In to so bili pomembni playerji za nemško industrijo, ki imajo tudi vpliv v Sloveniji. In to vedno pride za neko zakasnitvijo k nam. Ne. Potem tudi geopolitično dogajanje v svetu in pa doma. Zdaj tudi ta neki močni pretresi na trgu dela z stroški plač, pa z neko fiskalno politiko, tudi nismo bili najbolj, recimo, prijazni tem domačim podjetnikom. Zdaj, lahko se zgodi, ne, da bo verjetno teh pretresov več, nekaj se že napoveduje, ne, za neke projekte oziroma za neka podjetja že vem, ki so v težavah, tako da to se bo kasneje poznalo. Tudi potem to nepremičnine za sabo potegne, ne, pač ljudje bojo teže si lahko to privoščili. Tako da neki bo, zdaj pa, da bi to bilo pa nekako drastično, pa težko reči. Torej vedno prije nek domino efekt, to hočeš reči, da se nekje začne. Prejšnja kriza, ta res velika finančna, se je začela na bančnem sektorju, pa potem šla hitro v nepremičnine. Kje pa smo zdaj najbolj šibki v tem obdobju? Je to industrija? Jaz mislim, da industrija na evropski ravni je po moje trenutno v enem velikem krču in na udaru tujih velesil. Kitajska ima pomemben vpliv na dogajanje v Evropi, avtomobilska industrija, se tako vidimo zdaj sami, ne, da je na udaru. Določenim tem proizvajalcem dobički močno padajo. Volkswagen je napovedal preusmeritev določenega dela proizvodnje iz avtomobilske industrije v orožarstvo. Tako da je ta nek switch na trgu. Ne. Zdaj samo, kako se bomo mi znali prilagoditi, pa kakšno pomembno vlogo bo Slovenija imela pri tem. Kako pa se vi potem, ki investirate, prilagajate, kako ocenjujete, kako prilagajate ta tveganja, glede na, kako sploh lahko investitor na takem nestanovitnem trgu dela investicije? Težko. Veš, to napovedovati, kaj bo v prihodnosti, je ful težko. Zdaj samo odvisno je, a je ta produkt, storitev, ki jo to podjetje proizvaja, še zmeraj konkurenčno, pa v bistvu tudi moraš vedeti, zakaj je prišlo do problema. Ne. Zdaj, če so to neki strukturni problemi v gospodarstvu, da ti veš, da bo, ne vem, recimo elektrika prevladovala nad, ne vem, nekimi motorji na notranje izgorevanje, je že to nek strukturni problem, v katerega nočeš biti evolviran. Če so pa to problemi znotraj podjetja, a ne, so likvidnostne težave, neustrezno hitro prilagajanje na razmere, neodpuščanje, ker tudi nisi mogel, prenizke prodajne cene, pri visoki stroški generalno, pa da ti veš, da to lahko prestrukturiraš, je ta projekt bistveno bolj zanimiv, kot pa, ker ti veš, da prihodnosti v neki industriji ni. To je pomembno, ne, da se ti znaš prav pozicionirati, v katero branžo sploh iti. A je kakšen deal, ki bi ga izpostavil, ne zdaj z imenom, kaj je najboljši deal, ki si ga kdaj videl? Kako to izgleda? Kakšen je primer najboljšega deala? V smislu investicije. V nepremičnine. Ja, ali pa tudi izven, no, saj. Dobro, zdaj ti distress asseti so vedno bili dobri deal, ne, se pravi z vidika podjetje. Zdaj pa, če se recimo na nepremičnine fokusiramo, zadnje čase so bili res dobri posli logistični centri. Se pravi logistika in pa tudi ti neki shopping centri, veš, ko imaš ta retail park, te so najboljši. Recimo potreba po logističnih centrih je bila v zadnjem času res visoka, pa tudi stroški gradnje so razmeroma na kvadratni meter precej cenejši, kakor neka klasična stanovanjska ali pa poslovna gradnja. Seveda, ker so vse hale, imaš ti stebre, pa položiš tiste panele, pa objekt stoji, ne. Pa imaš tisto skladišče, pa tako naprej. Pa takega projekta se ne lotiš, če nimaš prej, ne vem, podpisanih nekih pisem o nameri z strani najemnikov, tako da, ko imaš ti najemnike pokrite, da točno veš, da boš tam noter zafilal tega, pa tega, pa tega, pa da to podpišeš, pogodbo, kjer ima, ne vem, dobo trajanja vsaj 15 let in več. Je to, ne. Samo tisto zemljo še treba razviti, postaviti gor, gradnja je relativno hitra, to je lahko tudi manj kot 1 leto, ali pa recimo 1 leto, imaš ti logistični objekt postavljen. In to so najboljši deali. Je pa res, da zdaj je pa treba biti spet previden, da jih ne zgradiš preveč.
To je. Zanimivo je. Kaj pa misliš v prihodnje? A je kakšna smer, ki bo posebej zanimiva, ali je to nemogoče reči? Ne, mislim, za kar se tiče poslovnih nepremičnin, se pravi pisarne, meni se zdi, da se zdaj v zadnjem času, če gledamo Ljubljano, gradi res ogromno. Imaš pa hoteli. To se mi zdi zdaj v Ljubljani, graditi hotel se mi ne zdi več neka pametna odločitev. Da ne bi zdaj glih imensko izpostavil kakšnega hotela. So neki, recimo, hoteli, ki so že recimo na pol prazni, pa ne obratujejo dobro. Zavemo, da se že zraven železniške postaje bo še en hotel zgradil, še ena poslovna stavba, potem zraven nedaleč od železniške postaje na Vilharjevi se še bo ena poslovna stavba zgradila, potem vedno več je teh poslovnih stavb. In enkrat bo nekje bo dovolj. Zdaj tudi tukaj v BTC-u se gradi, in to se mi zdi, da je že malo prenasičeno. Zdaj, bolje treba, jaz mislim, da rešiti to problematiko stanovanj v Sloveniji. To se mi zdi ključnega pomena. No, sej, prej si rekel, ko te ljudje sprašujejo, kdaj je dober čas za kupiti, predvsem hiša, stanovanje, si rekel zdaj. Pa vendar ljudje malo špekulirajo, ko se še spomnijo na razliko v cenah izmed 2008 pa recimo 2012, ko so pa cene padle, se mi zdi, da ljudje kar malo špekulirajo. In zdaj, a je pa tvoja njihova špekulacija upravičena? To pomeni, cene so danes rekordne, trg je napihnjen, a to pomeni, da je tudi prenapihnjen, ali po tvojem mnenju ne? Prenapihnjen, pregret, spet odvisno kje. Za mene je zanimiva bila ta statistika zdajle, ki je bila pred kratkim objavljena, rast stanovanjskih nepremičnin v Mariboru, ker rast je bila dvakrat višja kakor v Ljubljani. In zdaj zakaj? Zato, ker zgodovinsko gledano so bila stanovanja v Mariboru ugodna. To, če primerjaš relativno, vedno treba recimo nek kontekst vzeti, a je nekaj poceni ali nekaj drago, vedno moraš dati v nek kontekst neke relativnosti. Se pravi, neka cena v primerjavi z čim, se pravi Maribor v primerjavi z Ljubljano. Maribor glede na povprečno plačo v Mariboru. In to razmerje je bilo v Mariboru vedno bolj ugodno, kakor je bilo razmerje v Ljubljani. Zdaj, statistično je v Ljubljani povprečna plača 10% višja od povprečne plače v Mariboru. Zgodovinsko gledano so bile pa nepremičnine v Ljubljani precej višje, kakor pa 10%. To so bile 100% razlike. In zdaj to, kar se dogaja v Mariboru, je zdaj samo neke vrste efekt nekega ekonomskega ravnovesja. Zdaj šele Maribor prihaja, pa vsi ostali tudi, Celje in tako naprej, Kranj že nekaj časa nazaj, prihajajo na tisto neko pošteno raven, kakor bi to moglo biti v nekem ravnovesju. Ker tudi dokaz, zakaj so bila recimo stanovanja v Mariboru podcenjena, je ravno to, kar sem prej razlagal, zahtevana donosnost. Se pravi, ti si v Ljubljani imel zahtevano donosnost, 3% ali manj. V Mariboru je bila ta zahtevana donosnost 6-8%. In že tukaj se potem vidi ta so podcenjena. Se pravi, ti si dal za stanovanje 100.000 evrov in si na letni ravni dobil 6-8 tisoč najemnin. Zdaj, ko pa ti dobiš 6 ali pa 8 tisoč najemnin, je tvoja zahtevana donosnost precej nižja, in ko ti apliciraš ta diskontni faktor, priješ do vrednosti 200.000. In stanovanja v Mariboru so se od leta 2020 naprej, to je najmanj krat 2, kaj v 5-6 letih. In to je dejansko zelo normalna slika. Tisti, ki so kupovali vse stanovanja v 2020-2021, so ujeli še zadnji vlak, recimo temu vodnih stanovanj. Meni so fascinantne nepremičninske investicije, ki, predvsem govorimo o stanovanjskih, ki grejo potem v oddajo, in kako nizki donosi so. In tukaj je pa ravno tako, kot praviš, v Ljubljani najnižji donosi, potem pa bolj, ko greš ven iz Ljubljane, so donosi višji. Mislim, da je, ko sem gledal neke podatke, da je bila Murska Sobota celo najvišje, za koliko kupiš, pa koliko lahko dobiš nazaj. Zakaj se ljudje sploh tako množično odločajo za investicijo nepremičnine, če so donosi tako nizki? Ja, tudi Slovenci imamo to že tendenco, da je opeka najbolj varna naložba.
Čeprav jaz mislim, da ni glih temu tak. Saj se recimo 2008 pa 2012 se je pokazalo, da so cene padale do 2015, potem se je trend obrnil. Teda kdo pravi, da se to ne more ponoviti, lahko se ponovi. Ne? Je pa res, da v Evropi smo Slovenci res med enimi tistih narodov, ki imamo v posesti vlasti najvišji delež nepremičnine. Zna se to malo obračati, sploh pri tem trendu cen, ker če gledaš recimo za povprečno plačo v Ljubljani leta 2023, to sem delal eno analizo, ko sem predaval študentom, si ti potreboval za neko povprečen kvadratni meter stanovanja v Ljubljani, si potreboval 2,5 mesečne plače. Danes, oziroma 2025, prav samo 2 leti kasneje, si potreboval že skoraj 3 mesečne plače, zato da si privoščil kvadratni meter v Ljubljani. Se pravi, to je 20% razlika. V 2 letih plače niso šle za gor, v povprečju, za bom reč ne govorim, 20%, da bi si ti to privoščil. In te škarje se vedno bolj odpirajo. In to je tisti indikator, ki tebi da recimo neko informacijo, da postajajo stanovanja v Ljubljani in drugod seveda vedno dražja. In tudi recimo neko obdobje, koliko let moraš ti delati za stanovanje, se podaljšuje. Pa tudi en pomemben faktor je, vsi gledamo, kakšen je povprečni strošek kvadratnega metra nekega povprečnega 60 kvadratnega stanovanja. Zdaj, statistično gledano, povprečni Slovenec vzame v kredit na obdobje 30 let. To je nekje povprečje, se pravi 30-letno obdobje. Če vzameš obrestno mero, pa spet grejo obrestne mere gor, bojo spet krediti dražji, recimo rečemo, da je zdaj 2,8% obrestna fiksna mera za stanovanjske nepremičnine. V 30 letih bo ta nepremičnina na kvadratni meter ne 6.000 evrov, ampak 8.000 ali več. To je tista cena, ki jo ti plačaš. Pač ti moraš vedeti, da v tem obdobju boš ti mogel plačati obresti in se tebi to tudi notri prišteva. Tako da nepremičnina je danes vedno težje dosegljiva. To mi pove, kot da vsi, ki so danes mlajši od 30 let, imajo vedno večjo verjetnost, da sploh ne bojo šli v nakup ali gradnjo nepremičnine. Da bojo ostali v najemu, ali pa večina populacije po 30, da bo ostala v najemu. Definitivno. Ja. Brez pomoči staršev je danes bistveno teže. Se pravi, vedno bo šlo neko finančno pomoč s strani staršev. Ker ta Gen Z generacija se bo mogla sprijazniti, da bojo morali živeti v nekih dolgoročnih najemih ali nekem co-livingu ali na nekem obrobju mesta, kjer bo nepremičnine cenejše. Tako da ne piše se glih ravno rožnato. Pri investicijah, kdo pa se ti zdi, da dejansko zasluži pri nekem projektu največ? A je to dejansko investitor, a je to gradbinec ali celo nekdo tretji? Kdo ima največ od projekta v povprečju? Zdaj ti dobički investitorja so vedno, kolikor zdaj spremljam te zadnje projekte, sploh recimo nekih manjših sosesk, recimo bi jaz rekel, pa sploh glede na trend rasti gradbenih stroškov v preteklih letih, bi prej rekel, da so izvajalci tisti, ki so si pri tem vzeli največjo pogačo, potem šele pa investitor. In zdaj, če govorimo o nekih manjših nepremičninskih projektih. To meni, da je investitor prevzel ogromno tveganj, ta tveganja so se uresničila in njegov zaslužek je bil relativno majhen. Kaj pa bi svetoval nekomu, ki se danes odloča za gradnjo enega manjšega projekta? Kaj naj bo predvsem previden iz finančnega vidika? Tako kot sem rekel, rezerva me, pač stroški se bojo povečali od tvojega začetnega načrta, trajalo bo dlje, se pravi, bodi pripravljen, da bo tudi strošek financiranja bil višji samo zaradi tega, ker boš imel projekt, ki bo trajal dlje časa. Tako da me je vedno neko zlato rezerva, ker pač vedno se zgodi statistično, se projekt vedno podaljša.
Ok, morda še zadnje vprašanje, ki sicer ni finančni nasvet, ampak če bi imel zdaj leti 100 000 evrov za vložiti, kako bi ta denar, kam bi ga vložil danes? Pa lahko kamorkoli. Kamorkoli. Zlato pravilo vlaganja je, da vseh jajc ne daš nikoli v isti koš. Zdaj, spet je odvisno od potreb. Za nekdo, ki se res želi streho nad glavo, da ima neko lastno nepremičnino, da spet ima tisti občutek varnosti, to, kar je nam Slovencem zelo, zelo pomembno, je to teh 100 000 evrov glih nekje tista ara za to, da sploh pridobiš recimo kredit in tako naprej. Ampak jaz kot finančnik gledam bolj iz drugega vidika, da meni ta denar nosi neke pasivne dohodke, se pravi, da denar dela denar. Jaz bi ga investiral, zdaj najbolj popularni v Sloveniji so itak vzajemni skladi, za alternativo temu bi kakšni ETF-i, se pravi nekaj podobnega kot vzajemni skladi, ampak z bistveno nižjimi upravljalskimi stroški, to lahko na teh trgovalnih platformah kupiš. Se pravi, tja bi dal recimo nek del, recimo 30-40% portfelja, potem bi direktno investiral v delnice slovenske, neki slovenski blue chipi. So sicer delnice zrasle, ampak z vidika donosnosti dividend so še vedno atraktivne, še vedno nosijo nekje 5-6% letnega donosa, plus še kapitalska raste, se pravi sama vrednost naložbe raste. Pa še verjetno bojo imeli novi trgovalni računi pozitiven vpliv. Ja, nekaj bo. Te INR-je jaz gledam bolj z vidika, da so zelo pozitivno sporočilo za neke mlade vlagatelje. Se pravi, imaš tisto obdobje 15 let, rečemo temu moratorija, te se ne smeš dotikati. Se pravi, v tem obdobju 15 let ne smeš prodati nobene naložbe, pa tudi dividenda je bruto, se pravi, dobiš celotno dividendo na račun in dokler je ne izplačaš, ti tisto obdobje 15 let lepo teče in po 15 letih imaš vse neobdavčeno, se pravi, vsa izplačila, dividend, prodaje, nakupi. Iz tega vidika ni pa še taki pretres, pa nekaj, da bi zdaj to pognalo delniške trge, sploh že zaradi teh razmer, ki so zdaj v svetu. Ampak je pa definitivno dobrodošlo, da se tudi na tem področju nekaj končno začelo premikati, pa da se vsaj malo približujemo drugim državam z tega področja. No in še zadnji kos od 100 000 evrov, ki ga nisi razdelil. Bi ga dal kam bolj tvegano ali? Jaz vedno moraš imeti malo alfe v portfelju. Zdaj mogoče nekaj malega zdaj v kripto daš, ne nekaj preveč, jaz več kot 10% ne dam, ker je vseeno zelo tvegana naložba, kljub temu, da sem nagnjen k tveganju, raje dam v kakšne bolj zanimive delnice, kakor v kripto, ampak vedno je bil to recimo nek segment, ki je bil vedno zanimiv, ampak res do 10% več ne bi temu namenil. Ja, pa neko zlato rezervo v denarju, pa čakaš na priložnosti. Dobro. Tomaž, hvala za obisk. Jaz sem prepričan, da so bile teme izredno zanimive, saj jaz sem se nekaj novih stvari naučil. Veliko uspeha naprej pri svojem delu. Hvala.